Pozdravljeni. Se bo v prihajajočih sezonah zgodila kakšna sprememba pri ekipah vezanih na Red Bull? Po smrti Didija Matešiča so se začele pojavljati razne teorije in ugibanja. Poglejmo si skupaj, kaj se lahko skriva v ozadju. Ko povprečni navdušenec zasliši ime Red Bull, se verjetno najprej spomni na Helmuta Marka in Christiana Hornerja. In res, ta dva vodilna osebka se zmeraj pojavljata na raznih intervjujih in izjavah. Pokojni Dieter Matešič pravzaprav se nikoli ni postavil v tisto vlogo, kjer bi mu bilo potrebno dajati kakšne izjave. Namreč večini navdušencev je znan iz kakšne redke fotografije, ki je bila posneta bolj na skrivno, v kakšnih okoliščinah, ko ni bilo prisotno veliko javnosti. Da bi z njegovih ust slišali kakšno daljšo izjavo, je bila prej redkost kot seveda običajno. A brez skrbi to praznino sta takoj zapolnila Christian Horner in predvsem Helmut Marko. Prav Helmut Marko je imel v Matešiču nekakšno brezpogojno podporo. Karkoli je Marko dejal, počel, karkoli je namignil, nikoli ni bilo v nasprotju s tistim, kar si je mislil Matešič. In verjamem, da sta bila pogosto na vsaj telefonski zvezi. A prav narava ekipe Red Bull je bila ta, da so bili drzni, mnogokrat predrzni, provokativni in izven tistih okvirov, ki so nekako standardni v Formuli 1. In sedaj, po smrti Matešiča, se lahko začnemo spraševati, ali bo prišlo do kakšnih sprememb, tako na kadrovskem področju, kot tudi recimo temu na političnem. Namreč pri skupini Red Bull so postavili novega nadzornika, tako Hornerju kot Marku, kot vsem ostalim, ki so v Formuli 1. Namreč ne smemo pozabiti, da v tem športu Red Bull nima samo ene ekipe, temveč dve. Skuderija Alfa Tauri predstavlja tudi velik investicijski zalogaj za celotno skupino. Zato mene osebno malce preseneča izbor. Pri Red Bullu so za glavnega nadzornika postavili Oliverja Menzapa, izjemno sposobnega menedžerja, rojenega v Nemčiji, do sedaj glavnega odgovornega pri nogometnem klubu Leipzig, ampak človeka, ki s Formulo 1 do tega trenutka ni imel nekega direktnega stika. In seveda, ta izbor lahko pomeni marsikaj. Prvič to, da se v bistvu ne bo spremenilo absolutno nič. A po drugi strani se moramo zavedati, da tako Horner kot Marko sta pravzaprav v zadnjem obdobju napravila kar nekaj napak. A seveda, na začetku je treba poudariti, da običajno ekipe, ki zmaguje, se ne menja. In pri Red Bullu v zadnjih 2 sezonah so bili na športnem področju enkratni. Imeli so tudi kanček sreče, ampak brez sreče danes se pravzaprav ne zgodi nič. A po drugi strani moramo biti tudi objektivni. Pri Red Bullu lahko vidimo kar nekaj ogromnih pomanjkljivosti. Prva in najbolj očitna je tista vezana na Porsche.
Namreč vse nas je presenetilo, da pravzaprav tik pred uradno objavo novice so pogajanja prekinili in mi še danes ne vemo, ali pri Porscheju bodo sploh vstopili v Formulo 1 ali ne. Če se bodo odločili za ta korak, s kom bodo šli v partnerstvo? Z Red Bullom? Verjetno zagotovo ne. In prav novi nadzornik naj bi bil eden izmed zagovornikov tega zavezništva. Namreč, če malce pogledamo za nazaj, pri Red Bullu so se odločili biti tudi konstruktor, dobavitelj pogonskih sklopov, čeprav ta naziv je rahlo pretiran. Seveda po odločitvi Honde, da bo zapustila uradno Formulo 1, jim je preostala še ta možnost. Ampak dobro vemo, da do konca sezone 2025 se bodo posluževali japonske tehnologije in izdelave določenih komponent. A kljub vsemu so si zadali nalogo, da bodo sami proizvedli pogonski sklop, verjetno za tisto naslednje obdobje. In to zahteva ogromne investicije. Po eni strani je izjemno zanimivo, če imaš nekega zunanjega pokrovitelja, ki ima tudi znanje na področju tehnologije in ti lahko pomaga. Tako imaš vso infrastrukturo, za katero pa plačuje nekdo drug, tisti, katerega ime bo nosil tvoj proizvod. A v tem primeru, ko sta Horner in Marko nekako prekinila pogajanja, jim je ostal pri Red Bullu izjemno visok račun za plačilo. Kako bodo na to gledali nadzorniki, sam ne vem. A zanimivo je še nekaj drugega. Horner in predvsem Helmut Marko nista prvič zakuhala take situacije. Se morda kdo izmed vas spomni, zakaj pogonski sklopi Renault pri Red Bullu so imeli napis in ime Hoyer? Predvsem zaradi tega, ker menedžment ni želel, da bi pri Renaultu nekako bili v partnerskem odnosu z Red Bullom. Hoteli so imeti popoln nadzor. In malo je manjkalo, da ne bi ostali pravzaprav brez pogonskih sklopov. Potrebno je bilo kar nekaj političnih pritiskov. A to ni edina napaka, ki sta jo Horner in predvsem Marko naredila v zadnjem obdobju. Omenil sem, da v Formuli 1 ima Red Bull še drugo ekipo, skuderijo Alfa Tauri. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšna je vloga te ekipe v Formuli 1. Zakaj pri Red Bullu imajo dve ekipi in ne eno kot vsi ostali? Z enega razloga, namreč ta B ekipa naj bi služila kot valilnica za mlade talente, ki jih proizvaja program Red Bulla, za katerega je odgovoren nihče drug kot Helmut Marko. A če pogledamo, kdo je prišel v Formulo 1 iz programa Red Bulla v zadnjem obdobju, bomo malce začudeni. Zadnji, Alexander Albon, in takrat skuderija Alfa Tauri se je imenovala še skuderija Toro Rosso. In med tem časom je Alexander Albon prišel iz skuderije Toro Rosso seveda v Red Bull, tam pogorel, eno leto pauziral, se vrnil v Formulo 1 v Williams in nekako popravil svojo kariero. Danes, če pogledamo v Alfa Tauriju, je Yuki Tsunoda, ampak on ni produkt akademije Red Bulla, temveč Honde. Po drugi strani v prihajajoči sezoni 2023 bo na drugem sedežu Nick de Vries, ki je produkt akademije Mercedesa. Torej v nižjih pogonih pri Red Bullu kar nekaj sezon niso bili sposobni nekako selekcionirati pravih talentov za Formulo 1. In to je naloga Helmuta Marka.
Meni osebno je zanimivo, da so podpisali pogodbo z Danielom Ricciardom, kljub temu, da Liam Lawson ima vse predpogoje za super licenco in kot mlad voznik bi lahko dobil priložnost. Namreč sedaj ga bodo preusmerili na japonsko prvenstvo, kar je v bistvu stopnička nižje od tistega, kar je bil deležen v Formuli 2. Ne vem, ali z njim mislijo resno ali ne, ampak za tisto, kar sem videl jaz, ko sem spremljal dirke, Liam Lawson si priložnost zasluži. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je sploh potrebno imeti drugo ekipo v Formuli 1, če ne nudi sedežev talentom, ki jih akademija, ki je tudi strošek, proizvede. Prav to bi bilo lahko eno izmed vprašanj, ki jih bodo imeli novi odgovorni pri Red Bullu. In da se zgoditi, da v prihajajočih sezonah bomo videli kakšno spremembo pri obnašanju tako Hornerja kot predvsem Marka, ali pa tudi pri položaju raznih ljudi, ki bodo lahko degradirani, lahko bodo napredovali, lahko bodo enostavno odšli. Dvomim, da pri Red Bullu bodo zapustili svet Formule 1, kajti reklama, ki jo generira ta kategorija motošporta, je ogromna. Ampak dvomim, da tako Christian Horner kot predvsem Helmut Marko si bosta v prihodnosti lahko privoščila tisto, kar smo videli v preteklosti. Verjetno marsikdo izmed vas z veseljem prebira predvsem izjave Helmuta Marka. In verjamem, da marsikateremu pistu je izjemno enostavno, če samo te izjave povzame in jih prevede. Materiala ima lahko za kar nekaj tednov, ukolikor je Helmut Marko pravzaprav na volji povedati svoje prigode ter mišljenje. A po drugi strani se moramo vprašati, ali je to neka prava smer za ekipo, ki je v tem trenutku vodilna v Formuli 1. Namreč Helmut Marko s svojimi izjavami je bolj znan po tem, da neti neke konflikte in troši dobesedno trače. Da bi z njegovih ust slišali kaj pomirjujočega, kaj konkretnega, kaj nespornega, je prej redkost kot navada. A po drugi strani nikjer ne piše, da bo prišlo do sprememb. Horner in Marko bosta lahko dobila novega zaveznika in pravzaprav počela tisto, kar sta počela do zdaj. Torej vse, kar jima je prišlo na pamet. A kaj se bo zgodilo, bomo kot običajno odkrili skupaj. Za danes je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.